Leto 2008 je trg nepremičnin močno zaznamovalo. Dvigovanju cen nepremičnin skorajda v nebo je sledil konkreten upad, ki je nepremičninski trg močno prizadel. Po skoraj 10 letih se stanje na trgu nepremičnin nekako vrača v obdobje pred krizo. Leta 2008 smo tudi hkrati imeli tudi najvišje cene po kvadratnem metru. Še vedno mogoče, da smo jih že dosegli, bomo videli, kaj bodo zdaj zadnje državne statistike povedale. Je zanimivo, da je povpraševanje oziroma transakcije, prodaja številčno, pa že kar 3 leta presegamo leto 2008. Tako da, kar se živosti trga tiče, smo, bom rekel, v zelo živem obdobju. Ponudba nepremičnin se je v letih po krizi v veliki meri selila na splet, kjer je možno večjo ponudbo nepremičnin pregledati hitreje. Dejansko, če površno pogledamo trg nepremičnin, vidimo, da je zelo dosti oglasov, nekaj tisoč. Ko pa ima kupec enkrat izoblikovano idejo, točno kaj potrebuje in ima zelo specifične želje, oziroma niti ne tako specifične, ampak kako je zelo izoblikovano, naprimer troosobno stanovanje z balkonom, v nekem sodobnem bloku z garažo, pa zelo hitro pridemo do tega, da je zelo težko kaj najti. Tako da je zelo velik izziv najti nekaj kakovostnega danes. Ponudba se zaradi številnih nakupov manjša. Hiš, ki se v veliko primerih gradijo v lastni režiji, pa je zaenkrat še dovolj. Največjo težavo nam pa predstavljajo stanovanja, že zaradi tega, ker je zelo veliko povpraševanje po njih. Drugo pa je, da praktično omembe vrednih projektov novogradenj stanovanj, blokov praktično nimamo. Zgrajen je bil na novo en blok v mestu, majhen, mislim, da manj kot 30 stanovanj, to je od leta 2009 nekje edina nova gradnja, in v okolici mesta je tudi bil en blok manjši zgrajen in to je vse. Porast cen gre pripisati predvsem bistvenemu izboljšanju stanja na trgu, izboljšanju gospodarstva, zmanjšanju brezposelnosti. Tudi obrestne mere so v primerjavi z letom 2008 občutno nižje. Od takrat, odkar so zdaj praktično 7 let cene stagnirale oziroma padale na nepremičninskem področju, zdaj zadnji 2 leti se popravlja. V Ljubljani že malo dlje časa, v Mariboru pa čutimo nekje zadnji 2 leti izboljšanje na trgu. Kot kaže, se s povpraševanjem na nepremičninskem področju prebuja tudi bodoča ponudba. Na vidiku so številne novogradnje.